Pri Anah, Petrih, Petrah, Špelah, Andrejih in Juretih ne pomišljamo, kadar ta imena sklanjamo. Že Miha, Luka, Samo, Sašo ali Vito pa potrebujejo vsaj trenutek premisleka, če ne že kar razrešitve jezikovnega vozla, če okoliščine niso primerne ravno za pogovorni jezik. In kako torej v knjižnem jeziku sklanjamo ta imena? Miha in Luka lahko sklanjamo kot Ano ali Špelo, lahko pa tudi po moški sklanjatvi. Tako rečemo, da danes ni Mihe ali po moški sklanjatvi Miha, da karto podarim Mihi ali Mihu, na smučišču vidim Miho ali Miha, stojim ob Mihi ali Mihu, smučam pa z Miho ali Mihom. Tudi tista smučarska karta je potem Mihova ali Lukova ali pa Samova. Ime Samo pa sklanjamo samo po moški sklanjatvi. Pri večini imen poznamo žensko in moško obliko. Pri nekaterih imenih pa sta obe spolski obliki v nekaterih sklonih povsem enaki, v drugih pa se vendarle razlikujeta glede na nosilca oziroma nosilko imena. Tako poznamo Vite in Vite ter Saše in Saše. To je moja prijateljica Saša, zraven nje pa stoji prijatelj Sašo. Danes ni Saše in tudi njenega prijatelja Saša ne. Karto podarim Saši in Sašu. Na smučišču zagledam prijateljico Sašo in prijatelja Saša. Potem stojim ob Saši in njenem Sašu. Smučam pa Sašo in Sašem. Poglejmo tudi svojilni pridevnik iz teh dveh imen. Če jutri obiščem Sašo in Saša, potem, ko ji dam darilo, je to Sašino, če pa dam darilo Sašu, bo Saševo. Pri Vitu in Viti je podobno. Prevzeta ženska imena, kot so Karmen, Nives, Ines in Ingrid, ali pa pomanjševalnice ženskih imen, kot sta Anči in Malči, ali pomanjševalnice tudi občnih imen, na primer mami in babi, sklanjamo po ženski sklanjatvi z glasovno prazno ali ničto končnico. Takole. Svojilni pridevniki iz teh ženskih imen pa so Karmenin, Inesin, Nivesin, Ingridin, mamin in babin. Nekatera slovenska ženska imena v našem jeziku obstajajo v podomačeni in prevzeti obliki. Na primer Teja, Mija, Kaja ali Pija. Čeprav se je včasih v previdnih oblikah teh imen osnova podaljševala z j, ta glas po današnjem pravopisnem priporočilu ostane zapisan le pri podomačenih oblikah teh ženskih imen. V prevzetih oblikah imena pa ga v zapisu ne dodajamo. Enako je v svojilnih oblikah teh imen. Pri tujih imenih je zelo pomembno, da vemo, kako se ime izgovarja v izvirnem jeziku oziroma kako ga izgovarja nosilec ali nosilka v svojem jeziku. Džejka in Majka sklanjamo na primer takole. Ti dve imeni imata na koncu samoglasnik e, ki je nemi ali neobstojen. Ta končni e sicer res vpliva na zvočno podobo besede, a ne na izgovor končnega soglasnika, torej na k pri Majku in Džejku. Zato ga v nadaljnjih sklonih ne zapišemo več. Drugače je pri imenih, pri katerih je pred končnim ejem glas č, ž, š, dž ali s zapisan s črko c
tako da ta končni E vpliva na izgovor omenjenih glasov. Tako je pri imenu George, imenu, ki se v imenovalniku v prvem sklonu zapiše George, v nadaljnjih pa z ohranjenim končnim E dodamo pa mu le slovensko sklonsko končnico. Enako je pri svojilnem pridevniku. Smučke so torej Georgeve ali Piersove. Če se tuje moško ime konča na Y, ki ga izgovorimo z glasom I, potem osnovo v naslednjih sklonih podaljšamo z glasom J. Tako je pri Disneyju in Toniju. Če pa Y na koncu moškega imena izgovorimo z J z glasom J, potem osnove ne podaljšujemo. Tako pa je pri R-ju. Tudi če se ime konča na samoglasnik, osnovo podaljšamo z glasom in črko J. Na primer pri Hajneju, Zolaju, Igoju in Geteju. Polglasnik v končnici pa se navadno izpusti. Tako imamo Heglovo teorijo, Lutrovo prenovo in Dieselov motor. Danes že kar dizelski motor. Pred nekaj dnevi so skavti po vsem svetu praznovali rojstni dan svojega ustanovitelja Roberta Baden-Powella. Tako je, tudi dvojne priimke sklanjamo tako, da pregibamo obe sestavini. Svojilnega pridevnika pa ne tvorimo, ampak svojino izrazimo z rodilnikom. V slovenščini imamo kar nekaj orodij, ki so nam v pomoč pri takih in drugačnih jezikovnih vozlih. Poleg portala Fran in njegove jezikovne svetovalnice se lahko po pomoč obrnete tudi na spletno aplikacijo Spip, narejeno za pomoč uporabnikom pri izražanju svojine za prevzete moške priimke. Našli jo boste na izpisanem spletnem naslovu.